Dober dan, župan. Dober dan vam, Katja Munih, voščim na frekvencah Radia Robin, spoštovani poslušalci in poslušalke. Teden dni je naokoli in v našem studiu ponovno gostimo enega od severnoprimorskih županov. Tokrat je na vrsti prvi mož mestne občine Nova Gorica, Samo Turel. Dober dan, župan. Dober dan, Katja, in dober dan tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. Kar pošteno smo že zakorakali v novo leto, smo že v drugi polovici januarja. Lepo pa se z mislimi še malce spomniti na praznične dni. Letos je Nova Gorica kar pokala po šivih, kaj ne? 10 izjemno dobro obiskanih koncertov, še večje drsališče prireditve. Ste zadovoljni z izkupičkom? Zadovoljni, zahvala seveda gre sodelavkam in sodelavcem. Mislim, da nam je letos res uspelo sestaviti en tak program, kjer je vsakdo najdu eno prireditev zase. Moram reči, da me je še posebej veselilo to, da je bilo na teh prireditvah veliko ljudi in da je bilo prav eno tako prijetno, praznično vzdušje. In jaz sem se zelo fajn imel in verjamem, da so se tudi vsi obiskovalci fajn imeli na teh prireditvah. In sedaj s polno paro naprej. 6 gradbišč se obeta v kratkem na območju novogoriške železniške postaje, gradi se amfiteater za stavbo SNG, vse to se seveda nanaša na projekt Evropske prestolnice kulture oziroma EPK, ki ga bosta prihodnje leto gostili Nova Gorica in Gorica. O tem smo v zadnjih letih že veliko poročali. Kako pa je s parkom Vile Rafut? Napovedali ste, da bo v začetku letošnjega leta odprtje. Drži, park pri Vili Rafut je pravzaprav zaključen. Z Ministrstvom za kulturo se samo še dogovarjamo, da najdemo en primeren trenutek, da to prenovo tega parka tudi svečano obeležimo in potem park dokončno odpremo za javnost. Seveda nas zanima tudi Vila Rafut oziroma Laščakova vila. Kakšne vsebine ste predvideli, kdaj bo ta šla v obnovo? No, Vila Rafut gre v obnovo v letu 2025. Financiranje strani države, torej spet Ministrstva za kulturo je zagotovljeno, zato je na voljo 4,2 milijona evrov. Bo pa vsebina, ker je tak pogoj razpisa, iz katerega bomo ta sredstva pridobili, bo pa namenjena zelenim vsebinam, trajnostnemu razvoju, didaktiki, mladim, tako da računam, da bo poleg obnovi objekta tudi ena taka zanimiva vsebina, ki bo privabila številne domačine in pa seveda obiskovalce tudi od drugot. Ne smeva pa pozabiti, da bosta tako park kot vila odprta javnosti od takrat, kaj ne? Drži, park in vila bosta odprta javnosti, torej park že sedaj, načeloma prihodnji mesec, vila pa po končani obnovi, ta se bo zavlekla najbrž do konca leta 2026 in ko bo vse zaključeno, bo potem tudi ta odprta za javnost. Eno od slikovitih prizorišč EPK-ja bo tudi grad Rihenberg. Veliko je bilo že narejenega, kaj ne? Nazadnje bila obnovljena grajska kapela, še predtem sprejemni prostori. Prenovitvena dela pa naj bi po pogodbi o prenosu lastništva gradu z države na občino dokončali do leta 2030. Bo uspelo? Kaj se še obeta? Obeta se, če nam bo uspelo v kratkem prenoviti še streho nad Severnim palacijem in seveda tu je zdaj stvar odvisna od pridobivanja sredstev. Si želimo ta grad tudi malo bolj celovito prenoviti, ne samo strehe, tudi po vsebini in ga potem nameniti za javnost. Na nek način se tam obeta ali pa vidimo, poleg netopirjev, ki so že sedaj tam stalni stanovalci in glavni akterji, na nek način Naturo 2000, Kras. Tudi ta objekt pa želimo seveda odpreti za javnost in ga pokazati tudi turistom. Kar nadaljujva s kulturo, tako lepo sva zapeljala to področje. Preseliva se zopet v Novo Gorico. Že dolgo tli ideja o novem kulturnem centru v mestu. Že desetletja govorimo o tem, veliko je bilo načrtov. Celo mednarodno priznan strokovnjak je pred desetletjem izvedel študijo izvedljivosti. Kako je s tem? No, to je seveda dobrodošla pobuda, na katero je bilo prelitega že veliko črnila, precej okroglih miz je bilo tudi pripravljenih s tem v zvezi. Seveda zaenkrat finančnih sredstev za tako velik zalogaj ni. Je pa pravzaprav želja, da bi zapuščina, dediščina Evropske prestolnice kulture prinesla vsaj razmišljanja oziroma začetek priprave načrtov, da bi morebiti nekoč v prihodnosti po izkušnjah mednarodnih
se taki kulturni centri gradijo desetletje od začetne idejne zasnove pa do izvedbe in da bi mora biti nekoč v prihodnje Nova Gorica tak kulturni center res dobila. Vendarle imela. Še preden zaključiva ta krog, predlog z vašega sestanka z Slovenci v zamejstvu je bil, da v letošnjem letu osrednjo slovesnost novogoriške mestne občine ob slovenskem kulturnem prazniku, se pravi 8. februarju, pripravijo oni. Kako je s tem? Drži, jo pripravljajo in jaz verjamem, da bo prireditev v letošnjem kulturnem prazniku s to vsebino zelo atraktivna in da se je že kar zelo veselim. Precej vprašanja sprožila napoved urejanja parkiranja v mestu in plačljivih parkirišč v stanovanjskih soseskah. Zato dajva v tem sklopu prednost vprašanjem poslušalcev. Poslušalec Alex sprašuje, kje bodo stanovalci blokov lahko parkirali, če pred bloki manj mest, kot je stanovanj. Če bodo uvedene dovolilnice, bo z njimi v tem primeru možno parkirati tudi drugje. Tukaj bom dodala še vprašanje Uroša, ki ga zanima, ali bo uvedba plačljivih parkirišč v stanovanjskih soseskah pomenila tudi zagotovljeno parkirno mesto za stanovalce. Kaj odgovarjate, župan? Torej, najprej rečem, da je parkirna politika velik zalogaj, pomemben projekt, v določeni meri mogoče tudi, kako bi rekel, nepriljubljen. Vendar dejstvo je, da se vsi zavedamo, da so v Novi Gorici s parkiranjem težave. Ali pa naj začnem drugače. Analiza, ki jo je za nas pripravil zunanji izvajalec, je pokazala, da je v Novi Gorici sicer parkirnih mest dovolj, a so ta neenakomerno razporejena in da je v stanovanjskih soseskah s parkiranjem večja težava. Parkirna politika konec koncev je tudi dejstvo, ki nam ga predpisuje zakon, ki je bil sprejet lani jeseni. Sprejet pa jo moramo do leta 2027. Želja občine je pa predvsem, da bi v zvezi s parkiranjem v mestu naredila red. Razmišljamo o parkirnih conah, razmišljamo o tem, da bi za prvi avto na stanovanje bilo plačilo simbolično ali pa neko minimalno, za drugi, tretji avto pa potem višje, tako da bi na nek način uspeli urediti, da se to, kar je tudi dejstvo, kar je pokazala ta analiza, da se 30%, torej 1/3 v novogoriški, v mestu parkiranih avtomobilov, predvsem tistih pri blokih, čez teden svojega parkirnega mesta ne premakne. In ta potem zasedajo prostor tistim, ki želijo večjo frekvenco. Predvsem želimo red, predvsem želimo iz parkirišč premakniti kamp prikolice, kamperje, tovornjake in vse tisto, kar v samo mesto ne spada. Ne pa poudarim, da bi pravzaprav kazalo razmišljati o tem, da imajo v mestu, vsaj kar se tiče gibanja, prednost pešci in kolesarji. Eno izmed temeljnih ciljev parkirne politike je tudi ta, da bi uspeli na ta način ljudi prepričati, da za mikropremike, za tiste manjše, kilometr ali manj, ne uporabljajo avta, temveč alternativne prevozna sredstva. Zato smo tudi prav pred kratkim še dodatno razširili izposojevalnico koles, tako da jaz upam, da bomo s skupnimi močmi uspeli to težavo rešiti, predvsem pa zagotoviti red. Kaj torej prinašajo te dovolilnice? Bodo torej ljudje res imeli zagotovljeno parkirno mesto, torej če plačajo za avto drugega, tretjega? Žal zagotovila o parkirnem mestu pred blokom ne moremo dati, ker bo pač parkiranje urejeno tako, da bo tisti z plačano dovolilnico, se pravi za prvi avto v nekem stanovanjskem bloku imel nižjo ceno. Zdaj, če pa nekdo pride v ta blok na obisk, bo pa tudi na tem parkirišču lahko parkiral, vendar bo znesek parkiranja seveda višji. Na ta način bi predvsem želeli vzpodbuditi tiste prevozna sredstva, ki niso stalno v uporabi, da se jih parkira na neko morebiti par korakov bolj oddaljeno parkirišče in s tem sprosti parkirišča pred samimi bloki za uporabo s tistimi avtomobili, ki imajo večjo frekvenco.
Opozarjajo pa tudi ljudje, da je manj parkirišč, kot je stanovanj. Kaj pa v tem primeru, kako boste reševali, da ne bo prišlo do hude krvi? No, naj povem samo podatek, morbiti res drži to, da je pred posameznimi bloki parkirnih mest manj, kot je stanovanj. Recimo zame je pa bil zanimiv podatek, da je ob največjih konicah, se pravi takrat, ko je v mestu največ avtomobilov, recimo v obeh parkirnih hišah na ulici Gradnikove brigade, najmanj 250 prostih parkirnih mest. Ampak ta hiša ni prav preveč priljubljena za parkiranje, je temna, v njej se zbirajo... Drži, parkirni hiši obe sta pač v takem stanju, kot sta, in prav pridobljena sredstva iz parkiranja, iz dovolilnic za parkiranje bodo potem služila za vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnjo parkirišč. Tako da je to pač nek proces, ki ga bomo skušali z uvedbo parkirne politike v celoti nasloviti in potem poskrbeti tudi, da bo parkirišč dovolj in da bojo primerno razporejena. Še eno vprašanje bom na to temo tukaj postavila. Poslušalec Tomaž je poslal naslednje vprašanje. Zakaj so ukinjena parkirišča na Rejčevi ulici in za zdravstvenim domom? Opozarja pa, da je zaradi tega padlo zanimanje za nakup stanovanja na tem območju in so se znižale vrednosti nepremičnin. No, dejstvo je, da so vsa ta parkirišča javna, da to niso parkirišča, ki bi bila v zasebni lasti in zato spadala k stanovanjem. Rejčevo smo na ta način uredili, kot rečeno, zaradi dajanja prednosti kolesarjem. Parkirišča za zdravstvenim domom pa niso ukinjena, so samo začasno zdaj zagotovljena za sodiščem, potem bo pa tam parkirna hiša, ki bo javna in v kateri bo lahko kdorkoli lahko parkiral. Pomemben segment, ki se ga bova sedaj dotaknila, je gospodarstvo. V proračunu za prihodnji 2 leti ste, župan Samo Turel, več kot 1 milijon evrov rezervirali za razpise. Napovedali ste tudi začetek nove generacije prostorskih planov. Drži, gospodarstvo je eden izmed ključnih ciljev razvoja gospodarstva v naši občini. Torej, eno je seveda ureditev prostora, kjer se nahajamo tudi zdaj v studiu, se pravi poslovno-ekonomske cone Kromberk. Z razpisi pa želimo predvsem spodbujati inovativne ideje, ideje z visoko dodano vrednostjo. In povem tudi, da je v zvezi z poslovno-ekonomsko cono Kromberk vzhod pridobljena sprememba gradbenega dovoljenja. Pohiteli bomo z izvedbo, da čim prej dobimo tudi uporabno dovoljenje. Na ta način tistim, ki so že kupili parcele na tem območju, omogočimo, da tudi oni pridobijo gradbena dovoljenja in potem ulovimo te zastavljene roke. Eden izmed ključnih ciljev je tudi razvoj območja Sije v Solkanu. Torej to območje, ki ga je občina v prejšnjem mandatu kupila in kjer se trenutno izvajajo še rušitvena dela stare hidrarne. Spomniva, kaj se bo tam dogajalo? No, na nek način smo to območje, ki smo ga zdaj dali v malo širše preverjanje, poimenovali Science City. Želimo si recimo podobnih visokotehnoloških vsebin, kot so čez železnico v obrtni coni Solkan. V ta prostor pa bomo umestili Center zelenih tehnologij, torej skupni projekt z Univerzo v Novi Gorici, ki je prestal prvo sito na Evropski komisiji in se uvrstil v drugi krog in za katerega skupaj z univerzo, kot rečeno, računamo pridobiti 30 milijonov evrov za izgradnjo takega sodobnega centra zelenih tehnologij. Še prej pa v času EPK imate tam načrt, da boste uredili parkiranje, kaj ne? V času EPK-ja razmišljamo o tem, da bi tam bilo začasno parkirišče, ne ob vsaki priložnosti, temveč takrat, ko bodo na trgu Evrope bolj množični dogodki, da se potem obiskovalcem zagotovi parkiranje čim bliže. Bo pa, kot rečeno, začasno in takoj po koncu Evropske prestolnice kulture gremo v nadaljni razvoj tega območja. Omenili ste že rušitev, ki že poteka. Kako je s temi časovnicami? Kdaj se bo to približno zaključilo? Kdaj se začne? Predvidena rušitev, ki zaenkrat poteka po planu, je tja do poletja. Takrat bo to območje sčiščeno in potem, se pravim, začasno urejeno neko parkirišče. Medtem pa teče
razvoj centra zelenih tehnologij, kjer bo končna odločitev o tem, ali bo to sofinanciranje strani Evropske komisije tudi podano tudi v juniju mesecu. Še cono Kromberk-Zahod ste že prej nekako omenili. Župan, izpostavili ste konkreten korak naprej pri reševanju teh težav, kjer namerava občina odkupiti ceste in urediti komunalno infrastrukturo v coni. V kateri fazi ste glede reševanja teh težav? To je kar konkretno pereče vprašanje. To je konkretno pereče vprašanje, ki se vleče že kar nekaj let. Prejšnja občinska oblast je tu se poslužila sodne poti, žal bila tam neuspešna. Mi želimo na bolj konstruktiven način pristopiti. Kot rečeno, interes občine je odkupiti javne ceste in urediti komunalno infrastrukturo, ki prav kliče po urejanju. Prvi korak, ki smo ga konec preteklega leta naredili, je pa ta, da smo sprejeli sklep o pripravi podrobnega občinskega prostorskega načrta, kjer bomo skupaj s vsemi deležniki opredelili, kaj je tisto, kar bo javno, kaj je tisto, kar bo služilo funkcioniranju celotne cone in na ta način, kako bi rekel, dali vedeti, kje je občinski interes. Konec koncev je podroben občinski prostorski načrt, na nek način mora biti tudi podlaga za uveljavljanje javnega interesa skozi razlastitev, a jaz upam, da do te točke ne bo prišlo in da bomo uspeli se dogovoriti in v stečajnem postopku ceste in javno infrastrukturo, ki je potrebna obnove, odkupiti in potem poiskati, približno 6 milijonov ocenjujemo, da bo vrednost investicije v samo javno infrastrukturo na tem območju. Vse si želimo, da bi se to območje, ki je v določenih delih že malce degradirano, razvilo, prenovilo in hkrati tam, kjer še ni, tudi razširilo. Še zelenemu prehodu bova namenila besedo ali dve, omenili ste ga že, v načrtu imate sončne elektrarne pa električne avtobuse. Drži, torej tu smo bili tudi v preteklem letu kar aktivni, da smo pripravili podlage in zdaj čakamo na obljubljene državne razpise. Kar se tiče sončne energije, peljemo stvari v dveh sklopih. Eno so manjše sončne elektrarne na javnih objektih, teh objektov je 18, soglasja oziroma potrditve tudi elektrooperaterja pridobivamo, za večino smo jih že pridobili in tu računamo na razpis države, da bi potem na te strehe namestili sončne elektrarne. Večja investicija pa bo postavitev sončne elektrarje na območju zaprtega odlagališča Cero v Stari Gori. Tu bomo skušali poiskati zunanjega investitorja in najboljšo formulo, tako da bi občina od tega čim več imela, predvsem v smislu električne energije, ki bi jo potem zagotavljali našim javnim zavodom za nižanje njihovih stroškov. Tretji sklop, ki je pa, tu smo se tudi že prijavili na razpis, je bil ta potem prekinjen zaradi lanskih poplav, je razpis za sofinanciranje nakupa električnih avtobusov. Tudi tu si želimo vozni park posodobiti, na občini kupiti avtobuse in jih potem dati v upravljanje zunanjemu izvajalcu. Nekaj tem sva že obdelala, posvetiva se sedaj še nekaterim projektom, ki se obetajo v mestu. Kronično pomanjkanje stanovanj boste naslovili skupaj z SDH, 400 stanovanj se obeta. V kakšni fazi je sedaj ta projekt? No, dvakrat smo z upravo Slovenskega državnega holdinga že sedeli in predstavili naše strokovne podlage, se pravi že sprejet podroben občinski prostorski načrt na tem območju, ki na nek način tudi ustreza temu, kar oni želijo tam pripraviti. Je pa zdaj stvar v tej fazi, da je potrebno na državi, na Ministrstvu za finance še sprejeti strategijo gradnje tovrstnih stanovanj, namreč gre za nekoliko drugačen princip gradnje, kot ga ima državni stanovanjski sklad. Tu naj bi šlo za nizko najemna stanovanja in ne neprofitna in socialna stanovanja. Takoj, ko bo ta strategija sprejeta, tak je vsaj dogovor, začnejo na SDH-ju s pripravo dokumentacije. Mi smo jim obljubili, da jim bomo nudili ves potreben suport, vkoliko bo potrebno še prostorsko tam karkoli spremeniti. Na nek način pa je želja, na Majskih Poljanah, na nek način pa je želja, tudi to smo sporočili že
tudi državnemu stanovanjskemu skladu, pri katerem je predvidena gradnja stanovanj na območju Liskurja žal padla v vodo, ker je to območje prepoznano kot poplavno in ga je treba ustrezno sanirati v obliki suhega zadrževalnika in pregrade, da bi tudi njih umestili v prostor ob Majskih Poljanah, na nek način v dogovoru z SDH-jem oziroma z neko kombinacijo gradnje, delno SDH, delno pa državni stanovanjski sklad. Tukaj bova pripela še vprašanje poslušalca. William nam je pisal, zakaj poteka tako dolgo sprememba namembnosti zemljišča v zazidljivo na Trnovski planoti. To je sicer težava tudi drugih območij, zato ga naslavljamo tukaj. Drži, žal so ti postopki spremembe temeljnih občinskih prostorskih aktov vse predolgi. Žal smo pač tako stanje zdaj podedovali, naj pa napovem, da imamo v delu 2 spremembi občinskih prostorskih načrtov, spremembo številka 7 in spremembo številka 9. Upamo, da bo sprememba številka 7 pod streho in objavljena v Uradnem listu do konca februarja. Takoj zatem pa začnemo tudi z javno razgrnitvijo in vsemi postopki za spremembo številka 9. Jaz si res želim, da bomo uspeli te postopke pospešiti, kajti 10 in več let je res absolutno predolga doba. Lahko obljubiva kakšne časovnice? Želim si, da bi jih lahko, žal pa tu nismo odvisni samo od nas. Kar nekaj 10 mnenjedajalcev in soglasodajalcev je tudi na ministrstvih v Ljubljani, za katere časovnice si pa jaz ne upam napovedati, jaz samo želim, da bomo uspeli stvari premakniti čim prej. Ena večjih investicij je tudi prizidek zdravstvenega doma. Konec leta je napovedan zaključek, od tudi to gradbišče, ki sva ga omenila prej. Drži ta časovnica? Drži, te dela tam potekajo na nek način po planu, tako da res računamo, da bi do konca leta ta objekt stal in da bi potem te obremenitve, ki so zdaj za okoliške prebivalce res bile, moram reči, velike in tu se jim zahvaljujem za potrpežljivost in strpnost, da bi potem te prenehale in bi ta zdravstveni dom zaživel pravzaprav v korist in dobrobit vseh, ne samo prebivalcev mestne občine Nova Gorica, temveč širše se je pravzaprav ta zdravstveni dom na nek način regijski in so k njemu prispevali tudi ostale občine. Na to se povezuje tudi projekt urejanja stavbe nove KBM v središču Nove Gorice. Mestna občina tam ureja prostore, kamor bo prav zdravstveni dom umestil dejavnost centra za krepitev zdravja. V njih bodo tudi prostori za zobozdravstvo. Kako napreduje ta adaptacija, ta postopek? No, želim si, da bi ta postopek tekel malo hitreje. Lahko pa rečem, da računamo, da bodo do konca letošnjega leta vsi ti uporabniki v ta prostor preseljeni. Projektiranje je v zaključni fazi, ker gre samo za adaptacijo in ne neke velike posege, računamo, da jih bomo do konca leta spravili pod streho in da se bodo potem te vsebine lahko v stavbo nove KBM tudi preselile. Poglejva še na podeželje. Za izvedbo participativnega proračuna, ki temelji na zelenih vsebinah, namenjate najvišji znesek doslej, 600 000 evrov. Za krajevne skupnosti pa v prihodnjih 2 letih namenjate dobra 2 milijona evrov. Drži, krajevne skupnosti smo še posebej naslovili v proračunih in sicer tako, da smo jim zagotovili več denarja za njihovo redno poslovanje in na ta način upamo, da bomo bolj dosegli tiste namene, ki tarejo prav prebivalstvo na neki mikrolokaciji po krajevnih skupnostih, po podeželju, ki je ravno tako pomembno kot mesto. Participativni proračun je pa pravzaprav tudi eden izmed instrumentov, skozi katerega lahko ljudje soudeležbo tudi na podeželju na nek način izglasujejo nadstandard, neke izboljšave, neke dodatke, ki si jih v okolju želijo. V teku je postopek izbire izvajalca, ki bo pripravil spletno platformo, tako da računamo, da bi v marcu oziroma aprilu meseci mora biti že zagnali platformo in pričeli zbirati projekte, potem izvedli glasovanje in tam pred poletjem že objavili, kateri projekti so tisti, ki so bili izglasovani in bojo šli v izvedbo. Novogoriška mestna občina je konec lanskega leta dobila novo strategijo športa za naslednje desetletje. Med drugim se obetajo investicije v javno športno infrastrukturo, kot je športni park Ajševica. Zakaj tam in kdaj, župan?
No, torej, dejstvo je, da je prostorsko športni park v mestu omejen, da je pravzaprav ves prostor že izrabljen in da umeščanje novih vsebin pravzaprav pomeni, da moramo nekomu drugemu nekaj vzeti, česar pa ne želimo. Zato smo pač kot primerno alternativno lokacijo tudi po že aktualnem prostorskem načrtu izbrali prostor na Ajševici, kjer smo začeli s pripravami dokumentacije v smislu potem faznega razvoja tega območja kot nekega novega športnega centra po korakih. Vse naenkrat zagotovo ne bo šlo, tako da računamo, da bi letos z pripravo dokumentacije prišli do te točke, da lahko potem zastavimo časovnico, kako in kaj in v kakšnih korakih. Te dni je sneg obdaril lokve na novogoriški mestni občini. Načrtujete pripravo zasnove za trajno ureditev na lokvah. Ste zapisali pred nekaj časa. Je to še aktualno in kaj se obeta, če se? No, torej, lokve, ta naš biser podeželski, si res zaslužijo neko konkretno rešitev oziroma obravnavo, predvsem z prostorskega vidika. Naj napovem, da se je pri nas že oglasil potencialni investitor, ki bi želel razvijati območje nekdanjega hotela Poldanovec. Na občini pripravljamo in se z državo pogovarjamo tudi o delni preusmeritvi državne ceste, tako da bi del lokev potem bil manj prometno obremenjen. Sledi pa potem obravnava predvsem v smislu zagotavljanja parkirišč in nadaljnega turističnega razvoja, kajti vemo, da je obremenitev na lokvah vsaj v vikendih, potem ko zapade sneg, zdaj precej visoka, velika. Želimo si, da bi to območje res živelo. Če bo uspel tudi zasebni investitor in potem z roko v roki razvijati to območje, se nadejamo, da bi hitro prišlo do sprememb oziroma do nekih korakov naprej. Že lahko razkrijete, kakšne vsebine načrtuje ta investitor ali je to še preuranjeno? Naj bo zaenkrat ne bomo še napovedali, dokler tudi sam tega ne obelodani, je pa s svojimi idejami že prišel na občino in jih predstavil. So torej že konkretne. Še vstopni center na Lijaku bova naslovila odstranitev objekta, se tam obeta projektno dokumentacijo, pripravljate gradbeno dovoljenje, odprtje 2025 ste napovedali. Drži, upamo, da se bo ta časovnica tudi odšla. Zdaj, žal je potrebno najprej odstraniti obstoječi objekt, ki je v zasebni lasti. Na nek način ne najdemo poti skupaj z lastnikom, če ne bo šlo drugače, ga bomo morali žal odstraniti sami. Za ta vstopni center smo pridobili tudi državno sofinanciranje, projektiranje je v teku, tako da upam, da bomo do začetka leta 2025 uspeli, vsaj, če ne prav celoti, vsaj v večjem delu tam to, kar želimo, na ta lep vstopni del v mesto postaviti, tudi postavili. In v Novi Gorici se v bodoče obeta tudi vrvež mladih. Skupaj z Univerzo v Novi Gorici ste predstavili novo strategijo razvoja, ki je še sicer nekam v povojih, ampak ambiciozni načrti, župan. Drži, tu se moram zahvaliti tudi univerzi, ki je Univerzi v Novi Gorici, katero ustanovitelj smo tudi kot mestna občina Nova Gorica, katera je izkazala resen interes, da se vsaj tem dodiplomskim delom študija, delno pa tudi z razvojem vrne v mesto. Zdaj smo v tej fazi, da smo na nek način locirali neki lokaciji, kjer bi umestitev univerze v smislu nekega razpršenega kampusa bila primerna. Iščemo pravzaprav zaenkrat pravne rešitve, kako objekte, ki so zdaj v različni lasti, zagotoviti potem za razvoj univerze. Upajmo, da nam bo to uspelo, če ne na teh lokacijah, ki smo jih takrat napovedali, bomo pa skušali neke alternativne poiskati. Ena izmed takih je stavba Fursa, kot smo rekli, drugo je pa potem območje na samem ob železnici, tam, kjer se bodo s to prenovo, ki se bo začela 1. februarja, odstranili tovorni tiri. Tretje je potem Rožna dolina, Epic center, center zelenih tehnologij, tako da lokacij je kar nekaj. Še na hitro preletiva investicije v šolstvo. Kdaj bo recimo glasbena šola pridobila tisto dolgo pričakovano obnovo starega dela? No, tu naj povem, da smo, kar se tiče
prenavljanja oziroma investicij v šolske objekte gremo na nek način z roko v roki z ravnatelji. Ravnatelji vseh šol na našem območju se redno srečujejo in potem oni na nek način dogovorno določijo, katere so tiste investicije, ki so prednostne. Glasbena šola je gotovo ena izmed takih, tu upajmo, da bomo uspeli zagotoviti tudi kakšno sofinanciranje. V teku je dozidava šole v Čepovanu, potem pa sledijo prizidek osnovne šole v Šempasu, sanacija mora biti šole v Solkanu in pa energetska sanacija osnovne šole Frana Erjavca. Tak je zaenkrat vrstni red, kot so se z njim strinjali tudi ravnatelji, tako da upajmo, da bomo to uspeli čim prej izvesti. Kot rečeno, v Čepovanu stvar že teče, upajmo, da bomo v Šempasu uspeli v naslednjem letu, potem pa naprej. V zadnjem delu današnje oddaje bomo odgovorili še na nekaj vprašanj poslušalcev, še prej pa se župan Samo Turel dotakniva skrbi za starejše. Občina načrtuje ureditev dnevnega centra za starejše na Erjavčevi ulici in stanovanjsko skupnost. Kako poteka ta projekt? No, objekt je praktično zaključen. Adaptacija. Še nekaj podrobnosti je potrebno urediti. Če bo šlo vse po planu, bo prihodnjem mesecu že otvoritev, tako da tam bo prostor res za dnevni center Pritličju in stanovanjsko skupnost, ki jo vodi naš stanovanjski sklad, pa potem v nadstropju. Drug pomemben projekt na tem področju, kjer tudi lahko rečem, da so se stvari končno premaknili naprej, so pa varovana stanovanja ob Kornu, se pravi ob dijaškem domu. Tudi tam smo po nekaj zapletih z razpisom, z izbiro projektanta, končno v lanskem letu projektanta izbrali in ta je tudi DGD dokumentacijo v začetku, takoj po novem letu, izdelal, se pravi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je šla zdaj v mnenje vsem pristojnim, tako da upajmo, da bo gradbeno dovoljenje čim prej pod streho pripravljeno. Je pa dejstvo, da bo za gradnjo teh varovanih stanovanj potrebno poiskati zunanjega partnerja, kajti sam naš stanovanjski sklad žal finančno ni v stanju tako velikega projekta izpeljati sam. Je tukaj kakšna časovnica? Namreč s tem vprašanjem odgovarjava tudi na vprašanje poslušalca Mirka, ki se zanima za ta projekt. No, želimo si najprej, da bi bilo gradbeno dovoljenje čim prej pod streho in potem, da bi čim prej uspeli najti zunanjega partnerja. Tu se neke možnosti nakazujejo, mora biti državni stanovanjski sklad ali pa sklad, nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tu bo potrebno še opraviti pogovore, pridobiti zunanjega partnerja, tako da upam, da bomo prvo lopato uspeli tudi tam zasaditi čim prej. Kar vprašanja poslušalcev bomo še naslovili. Nana vas med drugim sprašuje, kdaj bo občinska uprava hitreje odzivna? No, zdaj, jaz moram reči, da najbrž je odvisno od oddelka do oddelka. Res pa je, da smo nekaj težav imeli na oddelku za okolje in prostor, ki smo jih že na nek način uspeli nasloviti. Tako da jaz upam, da bodo vsi poslušalke in poslušalci, vsi uporabniki storitev mestne občine takrat, ko nekaj potrebujejo, odgovor dobili v čim krajšem času. K temu si prizadevamo, kot rečeno, na določenih oddelkih je bilo s tem več težav zaradi kadrovske zasedbe. Ta je zdaj na nek način popolnjena ali pa v fazi popolnjevanja, tako da upam, da bodo ti postopki bolj gladko in hitreje tekli. Poslušalka Tina sprašuje, kaj bo občina naredila glede oseb, večinoma gre za brezdomce, ki se zbirajo na prostoru pred trgovsko hišo in motijo mimoidoče. No, zdaj, kot veste, brezdomci imajo dnevni center, mi jih na nek način spodbujemo, da se, kako bi rekel, storitev te skupnosti, ki je tam nastala, poslužujejo. Jaz sem bil pri njih že dvakrat na obisku, tam se počutijo dobro, tako da jaz res upam, da bodo te prostore čim bolj uporabljali. Je pa tako, da so pravzaprav tudi oni naši občani in se lahko po mestu gibljajo, vendar vsaj imajo zagotovljen prostor pod streho, imajo zagotovljeno oskrbo, tudi s prehrano tam, tako da upam, da jih bomo uspeli
prepričati, da ta dnevni center čim bolj uporabljajo. Še poslušalka Sonja je na vas naslovila vprašanje, pravi, da se veseli gradbenih posegov v mestu, ampak sprašuje, kdaj bo prišlo na vrsto primestje, konkretno izpostavlja ulico Bratov Hvalič v Kromberku, kjer ni prehodov, ni varne poti za šolarje in tako naprej. Kdaj torej tudi na podeželju oziroma na primestju? Tudi pri mestju bomo skušali dati čim več pozornosti, seveda je to odvisno predvsem od finančnih virov. Kar se tiče ulice Bratov Hvalič, so idejne zasnove povezovalnih poti med trenutnimi ulicami in njihova ureditev na nek način projektno že naslovljene. Kot rečeno, potrebno bo pa zagotoviti finančna sredstva in potem zastaviti tudi to prenovo. Ne samo kot primer povem, da smo pri sestavljanju proračunov, ki smo jih ravno kar sprejeli, ko smo zbirali vse želje in potrebe, prišli do številke več kot 20 milijonov več potreb in zahtev, kot je možno zagotoviti denarja skozi prihodke, tako da bo potrebno vsa ta vprašanja ustrezno razporediti v prihodnost in jih upam, da čim prej tudi razrešiti. Tako, pri koncu oddaje smo, spoštovani novogoriški župan Samo Turel, hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani poslušalci in poslušalke, pa hvala za vašo družbo in za številna vprašanja, ki ste nam jih poslali. Česar nismo uspeli nasloviti, bo poslala odgovor občinska uprava. Video različico današnje oddaje si lahko ogledate na našem informativnem spletnem portalu. Prihodnji teden pa bomo v oddaji Dober dan, župan gostili župana Tarika Žigona. Za danes pa le še nasvidenje.